Pozdravljeni! Čas je za nogomet. Sliko smo v Ljubljani, kjer se bo kmalu začela tekma 12. kroga prve slovenske nogometne lige Telemach. V Stožicah se bosta pomerili ekipi domačega Brava in Primorja. En in drugi so se na reprezentančno akcijo podali s kar dobro popotnico. Šiškarji so nenazadnje na zadnjih 5 tekmah 3-krat zmagali in 2-krat remizirali. Ta izvrstna serija je prišla recimo po polomu proti Celju na tem stadionu, ko je v mreži likarja počila petarda. No, nogometaši Primorja pa so uspeli slaviti na primorskem derbiju. Z 2-1 so ugnali Koprčane in tako odnesli Slavišo Stojanovića z vročega stolčka. Zoran Zeljković bo seveda odslej vodil Koper. Sicer pa bodo Ajdovci v tem krogu lovili prvo gostujočo zmago. Pozna ta stadion, kajti prve resne korake je napravil pri Olimpiji, zdaj pa velika napaka, Pečar ima priložnost, Stanković in gol! Bravo vodi z 1-0, 3. minuta srečanja, obrambna kapitulacija Ajdovcev. Jakoslav Stanković pa prvič po juliju v polno. Takrat je prav na tem stadionu zadev proti Muri, danes torej natančen proti Primorju za svoj drugi gol v tej sezoni in za jubilejnega 10. v majici Brava. Jakoslav Stanković je izkoristil sijajno podajo Martina Pečarja. Kako nesebičen je bil tu Izolan. Velika napaka pa Gašparja Petka. Na zadnjih 3 odigranih tekmah je recimo dosegel 2 avtogola. Tudi na to potezo ne bo pretirano ponosen. Tehnični lapsus Kamničana v osrčju obrambe Primorja. Pečar je darilo sprejel z odprtima rokama. Začne vršiti pritisk na tekmečevo obrambo. Nuhanović na desno, Venust Babula. Venust Babula, krasno Babula, Venust Babula, Pečar! In vendarle ni gola, izkazal se Denis Pintol. Napaka Melentijevića do žoge Sandi Nuhanović. Pečar ga spremlja, na desni pa Venust Babula, ki je zdaj prišel do žoge. Venust Babula preigrava, Babula! In ni gola. Znova je sicer Srednji Afričan zelo lepo zaposlil Pečarja. Napaka Melentijevića, niti slučajno ne prva danes. Nuhanović, Sandi Nuhanović, izjemen strel. Še tu Babula, Venust Babula preigrava. Babula počakal bo na Nzonzija, Nzonzi. Znova brani Pintol, ki je z naskokom najboljši posameznik Primorja zaenkrat na tej tekmi. Stanković. Stanković, tole je zanimivo. Jovan v priložnosti. Znova brani Denis Pintol. Prenove njihovega igrišča in Aleš Arnolj je zahteval, da se izrišejo številne črte. Zdaj velika napaka, ampak ni zadetka za izenačenje. Znova je zapretil Žan Bešir, da bi v igro vstopila sedmica na drugi strani. Jasno, v mislih imam Rogerja Murilja s 5 goli najboljšega strelca svojega moštva. Moštva, ki zaostaja. Niko Rak do žoge, Niko Rak, nekaj prostora je bilo tudi za strel, tole je nevarno, Fogec, ni zadev Maj Fogec, Haris Kadrić mu ne bi mogel podati bolje. Venust Babula, zdaj pa ogromno prostora, Pečar gre sam, Martin Pečar gre sam, na levi ga spremlja tudi Babula, Fogec lovi Pečarja, ampak dovolj hiter bo Pečar, kakšen gol, Martin Pečar. Asistenci je zdaj dodal še zadetek, njegov 6. gol v letošnji sezoni, skupno 19. v tem tekmovanju. Človek je iz svoje polovice stekel na vrata Pintola, pa se je takoj videlo, da bo to super nevarno, da se bodo Ajdovci težko obranili, ni Pečar pogledal Pintolu skozi prste. Uroš Likar pa tudi eden izmed glavnih junakov. Bilo bi povsem drugače, če ne bi ubranil tistega strela Fogca, ki je bil tu nekoliko prepočasen, da bi ujel Martina Pečarja. Kakšna hitrost, tudi žogo. Vse storil perfektno. Kakšno zrelost kaže 23-letni Izolan. Stanković, dober sprejem Jakoslava Stankovića, tu je Venust Babula, Jakupović, gol! Aldin Jakupović potreboval je zgolj kakšno minuto, da je odprl strelski račun za danes. Njegov 4. gol v letošnji sezoni, ne hladicevi, Aldin Jakupović.
Vse 4 gole v tej sezoni pa je dosegel v Stožicah. Dobro se počuti na stadionu, kjer je domoval tudi v preteklosti. Neverjetno, kako to, da Olimpija ni videla, da ni znala izkoristiti njegovega potencijala. Kakšne partije kaže 19-letni napadalec. Venus Babola sicer na meji prepovedanega položaja, ampak vseeno mislim, da je Srednji Afričan na pravi strani enačbe. Ta naveza je udarila tudi proti Kopru, ko je Jakupović dosegel jasno še bistveno lepši gol. Ostra podaja Nuhanovića. Mreža se vendarle ni zatresla po strelu Kulušića. Aleš Arnold, danes ste bili celo manj časa pri žogi kot nasprotnik, ampak od prve minute se je nekako videlo, da bolj veste, kaj želite početi, da ste bolje udejanjali svoj namen, na koncu prišli do suverene zmage. Verjamem, da ste s predstavo zelo zadovoljni. Ja, lahko smo zelo zadovoljni. Res je, da če smo kaj prepustili nasprotniku, smo posest, predvsem to posest preko štoperjev in veznih. Primorje izredno dobro ustvarja višek v vezni liniji in zelo kvalitetno smo danes delovali v tej kompaktnosti in prave trenutke izbirali, da smo na njih, da smo začeli ustvarjati pritisk, da nismo prezgodaj skočili iz vezne linije, ker takrat, ko se enkrat to zgodi, so oni nevarni, ker znajo kvalitetno to izigrati. Ravno zato smo prepustili nekaj posesti več, ampak po odzeti žogi smo bili izredno dobri in poleg 3 golov mislim, da smo zabeležili nekje 20 strelov na vrata. To je tisto, kar me veseli in lahko bi zabili še kakšnega več. Se pa vidi, da imate v primerjavi s prejšnjimi sezonami tudi zdaj končno nekoliko daljšo klop, tudi rezervisti so se danes zelo izkazali. Kako pomembno je to za ekipo? Ja, zelo pomembno. Predvsem, če želimo igrati v višjem tempu in jaz sem zelo vesel tudi, da igralci, ki vstopajo izredno dobro, da jih zanima tako gol kot obrambne naloge, ki so pomembne v tistem trenutku. In jaz mislim, da v modernem nogometu je rotacija nekaj, kar je izredno težko pogrešati in letošnji sezoni imamo sigurno nekaj več širine, predvsem v tem napadalnem delu in ravno zato tudi želimo, da tekme potekajo intenzivno, ker tukaj pridobimo določeno prednost. In verjamem, da je zdaj tudi zelo lep pogled na prvenstveno lestvico, ste že na 2. mestu. Lahko zdaj že morda nekoliko bolj konkretno spregovoriva, kaj približno so cilji? Ja, jaz sem rekel nekaj časa nazaj, da po drugi četrtini, se pravi, da bomo takrat lahko ocenili, ker če pogledamo, to je super položaj, tudi število osvojenih točk je odlično, ampak ko pogledamo nazaj, je ogromno ekip blizu, kar pomeni, da se lahko v 2-3 krogih vse zavrti. Jaz mislim, da bo liga v sredini nekje izredno izenačena in da se bojo tukaj ekipe pozicionirale v naslednjih 2 četrtinah in zato je izredno težko napovedovati. Še dodam, da pride po zimi prestopni rok, ki bo spet močno vplival na sestavo ekipe. Pri nas se moramo zavedati, da če za igralce pridejo prave ponudbe, je to v bistvu potrebno sprejeti, ker je to pomemben del kluba. Tako da tako velja tudi za nekatere druge klube in lažje bomo ocenjevali, jaz mislim, da po zimskem prestopnem roku. Verjetno je pa tudi že zdaj povpraševanja kar nekaj, glede na to, koliko vaših adutov je res v dobri formi. Ja, sigurno nekaj, to je vprašanje bolj za športnega direktorja, ampak jaz sem vesel, da velja določeno zanimanje za igralce, predvsem pa jim polagam na dušo, da ostanejo mirni, ker dobre tekme, predstave iz tedna v teden, dober trening, to je tisto, kar jih dela zanimive za ostale in to je tisto, kar jim lahko odpre korak naprej. Ste pa na zadnjih 6 tekmah iztržili 14 od možnih 18 točk, verjetno fantastična popotnica za odhod v Kidričevo. Ja, sigurno, zadovoljni smo s to serijo, predvsem smo tudi zadovoljni z prikazanim na igrišču. Moram reči, da smo kar nekaj tekem mogli odigrati na rahlo drugačen način, se taktično prilagoditi in kar za mlado ekipo ni lahko, tudi danes je bilo tako in zato sem vesel, da taktično počasi zorimo in da imamo možnost, da imam sam kot trener v bistvu širši diapazon odločitev, ki mi omogoča, da se na tekmece pripravimo rahlo drugače, ampak tako kot sem rekel pred tekmo, osnovni principi pa vedno ostajajo isti, ker to je tisto, kar treniramo teden
tedensko in to je tisto, za kar je bila ta ekipa sestavljena, ampak določene prilagoditve, ki so omogočene, tudi širino kadra, so nam pa za ustvarjanje rezultata izredno pomembne. Najlepša hvala. Mirko Mutovčič, vsekakor težka tekma, tudi ko ste zaostajali za en gol, ste bili kar nekajkrat blizu izenačujočega zadetka, ni se vam išlo, kaj je morda zmanjkalo Primorju? Ja, res je zelo težka tekma. Težko je biti zdaj preveč pametno, malo so še vroče glave. Res je, bili smo zraven, zmanjkali je malo, ne malo, precej nismo bili na nivoju s koncentracijo, z odgovornostjo. Bravo, vemo, da je odličen v tranzicijah, taktično, da so odlični in oni so izkoristili svoje, treba jim je čestitati za zmago, bili so boljši. Hvala. Milan Anđelković, že pred začetkom obračuna ste se zavedali, da je pred vami težko delo in močno ste si ga otežili že v uvodnih minutah. Kaj storiti, da se takšne individualne napake ne bodo več ponavljale? Zgodijo se, mi hočemo igrati in ko hočeš igrati, se zgodijo tudi take napake. Fantu nimam kaj zameriti, nadaljeval je v dobrem tempu, bil je skoncentriran in to je sestavni del nogometa. Je pa res, da ko odpreš kot tekmo, je težje se vrniti. Mi smo, mislim, da do 61. do drugega gola bili solidni, po tem drugem golu pa nerazumljiv padec v naših glavah in to se ne sme več dogajati. Ja, to sva že ugotavljala z Mirkom, da ste bili zelo blizu izenačujočega zadetka, imeli 3 res lepe priložnosti, potem pa ta padec, kaj je morda razlog za to? Ja, fantje se morajo zavedati, da je to odgovornost, da moraš biti 100 minut odgovoren, skoncentriran, ne samo 60 ali pa polčas ali pa ne vem koliko. Predvsem moramo delati na tem, na odgovornosti in na zrelosti, to nam še malo manjka, ampak bomo delali na tem in mislim in upam, da bomo boljši. Še vedno čakate na prvo gostujočo zmago v tej sezoni, verjamete, da lahko do nje pridete v Ljudskem vrtu? Seveda verjamemo, vsaka tekma je za nas kot vsaka druga. Normalno, da bo težko gostovanje, Maribor je dobra ekipa, ampak ne glede na to, ne gremo na belo zastavo, tekma nos 3 pike, bomo pa videli, kaj se bo zgodilo. Najlepša hvala. Aldin Jakupović, najprej iskrene čestitke za zmago, tudi vi ste fantastično izkoristili priložnost, ki ste jo dobili zgolj kakšno minuto po vstopu v igro, ste dosegli gol, potem pa zanimiva proslava, kaj je pomenila? Ja, proslava je bila za mojega najboljšega prijatelja Emira. Rekel je, če dam gol, da moram to narediti, ker to je ena najina, če lahko rečem tako, fora. In ja, to bi posvetil njemu. Res zanimivo, prejšnji gol mislim, da ste posvetili babici, pa ste sicer dejali, da vas redko hodi gledati na nogometne tekme, češ da je za njo to precej stresno. Upam, da je vseeno danes prišla, kajti znova ste se izkazali in dajte ji nekako vedeti, da je dobro, da premaguje ta strah. Ja, nažalost je danes ni bilo, ampak vem, da je doma, da je ponosna in vesela in da je spremljala prek društvenih omrežij vse. Najlepša hvala, Aldin.